Ponovno smo na stališču, kjer smo pričeli z raziskovanjem prve umetnostne razstave v našem mestu, ki je bila leta 1920, ampak ob tem zgodovinskem spominu pa je to tudi priložnost, da potegnemo po 100 letih črto in se vprašamo, kaj se je v teh 100 letih zgodilo, oziroma kje smo danes. Peter, ti si zelo povezan z mediji, torej vprašanje, ki bi ga najprej postavili tebi, je povezano z tem, da mene je osebno zelo presenetilo, da smo v razstavi izbrskali več kot 40 novic, notic, poročil, zaznamkov v časopisih, ki so spremljali dogajanje od začetka do samega zaključka razstave. Meni to govori o tem, da je kultura bila tema, ki je bila zanimiva v dnevnem časopisu. Kako je s tem bilo v teh 100 letih, oziroma kako je s tem danes? Ja, no sej, če pogleda človek neko medijsko krajino, 19. stoletje je bilo recimo zlata doba časopisov, če se domotim je v Združenih državah Amerike izhajalo okrog 1900 časopisov, tako kot ni bilo vasi, kjer ne bi bilo časopisa, zelo podobno je bilo tudi v Sloveniji, ne sicer v takšnem obsegu. To je bilo pravzaprav desetine časopisov, to ni bila velika naložba, niti zelo draga, je pa bil to edini način komuniciranja, predvsem so pa bili ti lokalni listi tudi zelo navezani na lokalne teme. In zaradi tega se ne čudim, da so pri prvi umetnostni razstavi številni listi, verjetno tudi ljubljanski, ampak tudi številni v tem okolju, temu posvetili izredno veliko pozornost. Seveda je pa druga stvar, je pa tudi obseg likovne produkcije v času. To je bil pravzaprav nek unikum. Ljudje so bili navdušeni, da se končno na tem področju nekaj dogaja. Medtem ko v naslednjih 100 letih do danes, kljub velikim tožbam o zapostavljenosti kulture in tako dalje, imamo izjemno kulturno hiperprodukcijo. Skratka, danes, če bi bili mediji zelo zainteresirani, morajo tako rekoč dnevno narediti selekcijo, kaj bi pokrili in kaj ne bi. Druga zadeva je pa verjetno tudi ta nivelizacija avtorjev. Zelo pogosto dobijo povsem enako pozornost avtorji, ki se še niso profilirali, mladi avtorji, kar sicer s čimer sicer nič ni narobe, ampak v primerjavi z uveljavljenimi starejšimi avtorji, skratka ta neka selekcija je dan danes zelo vprašljiva in je, moramo reči, tudi pogosto zelo arbitrarna.